Gospod Šarec ni uspel preboleti neke napačne kalkulacije, ki jo je naredil leta 2020. Seveda zato ves čas krivi Levico, ampak jaz potem moram vsakeč poudariti, da je Levica sklenila za takratno manjšinsko vlado, ki jo je vodil gospod Šarec, nek sporazum, v katerem smo imeli definiranih 10 projektov. Po prvem, se pravi po spremembi zakona o minimalni plači, se je ta sporazum nehal upoštevati. Znaki so bili zelo jasni, da ne bo nič od teh 10 točk razen minimalne plače uresničenega, in takrat smo pač se odločili, da je cena za to, da nudimo glasove za vsako stvar Šarčevi vladi previsoka, in smo pač rekli, da ta sporazum več ne bo veljal. Tako da mislim, da vezati ta njegov odstop na to, da ni imel več podpore v Levici, je nekako izkrivljen vidik. Prava točka preloma je bilo to, da niso želeli ukiniti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.